Obstaja nekaj poceni avtomobilov, ki so nam prirasli k srcu. Eden od njih je Dacia Duster. V prvi generaciji mu sicer ne bi mogel dati titule najlepšega v segmentu, je bil pa vsekakor oblikovno zanimiv. Ampak zdaj je čas za Duster 2. Postavljen je na enako platformo kot njegov predhodnik, zato lahko ostaja cenovno ugoden, kar bi nova platforma sigurno spremenila. Je pa zunaj novo praktično vse, kar vidite, zato je tako svež, kljub temu pa je oblikovalcem uspelo obdržati to Duster prezenco. Mere ostajajo podobne, ok, poredil se je za nekaj centimetrov in enaka ostaja tudi oddaljenost od tal, 21 centimetrov. Znotraj je pa vse novo. Armaturna plošča je še vedno sestavljena iz trde plastike, ampak me to ne moti, ker desno roko itak vedno držim na kolenu svoje drage in ne na armaturni plošči. Pardon, volan sem, so tukaj držimo roke. No in tudi ta je nov, pri najbogatejšem paketu opreme Prestige ima tudi tukaj ta stikala za upravljanje tempomata in potovalnega računalnika. Ampak poglejte tole, kot pri Audiju R8. V sredini teh vrtljivih gumbov za prezračevanje so majhni zasloni, nad njimi pa še tak set lepih gumbkov za najpomembnejše funkcije. No, pa še zaslon je postavljen više in je tudi bolj usmerjen k vozniku. Še bolj pa boste veseli, da so izboljšali sedeže. Sedanji del je sedaj daljši, materiali so boljši in celo nekaj bočne opore je. Pa ledvena opora tukaj v naslonjalu, to se Matej vedno jeziče in nima, ker je že star pa ima krivo hrbtenico. Prva stvar, ki jo opazim pri vožnji, je, da je tišji. Ne za pol, kot pravijo pri Daci, je pa občutno bolje. Mogoče tudi zato zdaj slišim kakšen tresljaj tu pa tam, ampak glede na ceno tega Dusterju še vedno ne zamerim. Tudi tega ne, da se po urejeni cesti precej nagiba in da je vodljivost še vedno slaba, ker pač avto ni namenjen hitri vožnji. Najbolj me navdušuje, da je blaženje zelo udobno takrat, ko se vozite po slabi cesti. Tam pa res pokaže vse svoje vrline in prav nič ga ne motijo luknje na makadamu, kot vse tiste druge ostale moderne križance, kjer samo čakaš, kdaj ti bo odpadlo kolo. Krmilni mehanizem je tudi malce boljši, električni namesto hidravličnega, zato je lažje vrtenje na mestu, pri večjih hitrostih pa vseeno deluje malce odtujeno, ampak tale Duster itak ne gre več kot 169 km/h, tako da je v bistvu vseeno. Zaradi iste platforme je ista tudi motorizacija, 1,5 litrski turbodizel proizvede 80 kW moči, kar je slabih 110 konjičkov in moč se večinoma prenaša na sprednji kolesi, po potrebi pa tudi nazaj. Sami lahko določite, kam gre moč v bistvu s tem vrtljivim gumbom, isto kot prej. Povprečna poraba dobrih 6 litrov nafte tudi ni slaba. Mogoče edino tole. Za tiste, ki se veliko vozite po mestu, bo morda moteče, da ima menjalnik tako kratke prestave, sploh prvo in je treba veliko prestavljati. Seveda pa je to prednost za vse tiste, ki se vozite po terenu in potrebujete veliko navora. Vem, kaj vas najbolj zanima. Osnovni po prenovi stane 13 tisočakov, tale, ki je nabuten z vso opremo, pa 20 350 evrov. Veliko zadače, ampak ima v bistvu vse, kar sploh lahko ima. Celo prah je na njem, ampak vam tega nihče ne bo zameril, če pa Duster. Prašnik? Prašnik.